Danes poznamo rezultate Toyotinega multimodalnega koncepta in laboratorija v Kočevju. In pred vas postavimo kodo, ki se glasi takole: DS7V2ID2MBGLC. Če je ne znate razvozlati, Ostanite z nami. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Več kot razumljivo in tudi očitno je, da je največ medijske pozornosti, pa tudi splošne javnosti, danes usmerjeno v reševanje uganke, kako na novo definirati multimodalni prostor v urbanih okoljih. No, in razumljivo je tudi to, da se veliko govori tudi v medijih o tem, kako rešiti zadnji kilometer. Američani pravijo last mile, kako priti od P+R, od avtobusne ali železniške postaje do našega končnega cilja. Ampak ne smemo pa pozabiti niti na prvi kilometer. Prvi kilometer, še posebej, če ni narejen v velikem mestu, je zgodba zase. Taka, ki pogosto ostaja prezrta, kar pa ne pomeni, da problema ni in še posebej, da v prihodnosti ne bo še večji. Toyota v duhu svoje paradigme mobilnost za vse išče rešitve za tista mesta, tista naselja, ki so bolj razdrobljena oziroma nimajo kritične mase velikih mest za ostale uveljavljene rešitve mikromobilnosti. Eksperiment je za Slovenijo zelo zanimiv, zato ker naslavlja vprašanje časovno-prostorskih migracij v niti ne tako ruralnih okoljih, v razpršenih večjih naseljih in občinah, ki so za slovenski tip mobilnosti zelo zanimiva. Predvsem pa bojo postajali tudi v prihodnosti, saj že zdaj beležijo priseljevanje, še posebej mladih družin. No, omenil si mlade družine, ki iščejo priložnost v občinah, kjer ni velikih mest, tudi zaradi tega, ker velika mesta postrežejo s kar velikimi cenami nepremičnin. In tudi to, da kvaliteta življenja v občinah, kjer ni velikih mest, očitno je nekoliko boljša. Poglejmo, kako je uspel Toyotin kočevski eksperiment. Današnje zgodbe ne morem povedati povsem neobremenjeno. Namreč po poroki sva se z ženo iz mesta preselila na podeželje in ko sva izbirala hišo, je bil najin glavni kriterij, da najdeva takšno, ki bo blizu javnega prometa. In to je bila pametna odločitev, kajti ni lahko otroku reči, da bo ostal doma, ker ga nimaš časa peljati. Današnja zgodba se torej dotika tistih Slovencev, ki nimajo na razpolago javnega prevoza, ker so pač od glavnih cest oddaljeni za več kot pa razdaljo, ki jo ponavadi prehodimo. In takšnih je na Kočevskem zelo veliko. Ampak Kočeverji so zadnja leta uporabljali inovativno digitalno storitev, ki je odpravila redno potrebo po dobri volji starih staršev in pa sosedov. Ampak ta storitev se zdaj zaključuje. Poglejmo torej, kaj je šlo tako zelo narobe, da je bilo bolje projekt ugasniti, kot pa ga popraviti. Mi smo imeli 900 registriranih uporabnikov te aplikacije, od tega jih je bilo 200 aktivnih, 30-40 jih je bilo pa izredno intenzivno aktivnih. Ciljna skupina, ki je tudi največ uporabljala to storitev, so bili pravzaprav starši, ki so v službah po 15, 16, 17 uri in s tem imajo onemogočeno, da lahko vozijo otroke na svoje popoldanske interesne dejavnosti. Tako da so lahko obiskovali in verouk, glasbeno šolo, obšolske športne dejavnosti in tukaj na tem področju so nam bili starši tudi najbolj hvaležni. Smo dobili zdaj odzive nazaj, pravijo, mi smo si celo življenje organizirali zdaj okrog tega, da lahko uporabljamo aplikacijo in kaj ne zdaj spet naredimo. Ravno so se navadili, ko se morajo v bistvu temu spet odpovedati. Ampak sej, da je storitev nujno potrebna, da je smiselna in da tudi s konkretno idejo ni nič kaj posebno narobe, to je pravzaprav povsem jasno. Odziv uporabnikov je torej povsem pričakovan in utemeljen. Ravno tako, kot je pričakovana in utemeljena tudi ugotovitev, kaj je glavna prepreka. To ni poceni storitev, vsekakor je cenejša kot vzpostavitev javnega prevoza. To ni rentabilna stvar, je pa stvar, ki res doprinese k razvoju same občine in seveda zadovoljstvu samih uporabnikov in prebivalcev. Da lahko oviro preskočiš, moraš najprej pravilno oceniti njeno velikost. Vse skupaj, jaz mislim, da to govorimo nekje na mesečni bazi za 2 vozili. Govorimo okrog 11 do 12 tisoč
na mesečni bazi. 12 tisoč na mesec, se pravi 144 tisoč na leto. Tako. Vozilo, voznik, Koliko pa nasplošno je avtobus dražji od kombija? 60-70% dražje. 60 Kilometri, ja. Aha. Stroški so seveda zelo odvisni tudi od pokrajine, od navad, demografije in se jih ne da kar brez prilagajanja prenesti iz ene v drugo občino. V Kočevju so recimo sešteli nižjo vsoto, verjetno tudi skrb precej veliko mero optimizma, bog ne daj tudi naivnosti. Ampak kaj, ko že ta optimistična kočevska vsota mnogo premočno zapeče? Mi se pogovarjamo o nekaj 100 prevozih na mesec, kar ni nepomemben podatek glede na 16 tisoč prebivalcev, ki jih imamo, ampak ko vse to potem daš v neko Excelovo tabelo, pridemo do tega, da je nevzdržnost finančnega vidika tega projekta pač prevelika. No? In takšen projekt stane nekje ranga 110 tisoč evrov na letni ravni v našem proračunu, kar pomeni, če to prevedem nazaj na število prevozov, ki smo jih opravili, da vsak prevoz stane nekje okrog 34 evrov. Občino, uporabnik je plačal pa evro pa pol. In ta diskrepanca, ta anomalija je tako velika, da skozi ekonomijo obsega ne moramo zapolniti te vrzel in tukaj menim, da bi lahko država nam priskočila na pomoč. Enakost občanov je nujno potrebna, toda razkorak med ceno prevoza z vidika občine in pa mankom v denarnici občana je bila v Kočevju prevelika tudi zaradi samih občanov Kočevja. Namreč skupni stroški so se žal delili na premalo uporabnikov. Tudi pri starših jaz sem pričakoval boljši odziv, resnično boljši odziv. Recimo klubi, glasbene šole in podobno, mi ugotavljamo, da smo dosegli samo določene družine, ki so se začeli uporabljati ta sistem, določene pa še vedno ne. Kar pomeni, da tudi starši očitno še niso sprejeli dejstva, da bi bili otroci lahko bistveno bolj samostojni, kot so zdaj, in oni bolj svobodni, kot so zdaj. V lanskoletni zgodbi sem omenil, da ima aplikacija Toyota Go pravzaprav napačno ime, ker Toyota Go bi morala biti aplikacija za Goričane, ne pa za Kočevarje. Ampak predlagam, da današnjo zgodbo zaključimo tukaj na Krasu. Na Krasu so se namreč združile 4 občine, ki gravitirajo v Sežano in upoštevale so kočevske izkušnje, torej so si zagotovile financiranje projekta tudi iz državnih skladov za pomoč podeželju. Problem pri vsem skupaj pa je, da Kraševci na storitev gledajo kot na projekt. Da pa se bomo slovenski starši, ki živimo na podeželju, resnično lahko veselili tovrstne pomoči pri organiziranju družinske mobilnosti, bo treba vendarle najprej udariti po različnih mizah v Ljubljani ali celo v Bruslju ter najti trajne rešitve za kočevske izkušnje. No, ker osebno zelo čutim tegobe podeželskih družin, vseeno menim, da bi bilo od kočevskega župana bolj odgovorno, če na storitev Toyota Go navajenih družin ne bi pustil na cedilu sredi šolskega leta. Je pa spodbudno slišati, ko pravi, da že tolče po mizah. A ste se prehitro vdali? Se pravi, da bi bilo boljše v bistvu storitev nadaljevati, pa hkrati v bistvu delati na tem, dobiti v bistvu subvencijo države. Jaz mislim, jaz bom tako, jaz mislim, puške v koruzo nismo vrgli. Mi se bomo zdaj ponovno po tem enem letu in vseh informacijah in podatkih zbranih usedli z Republiko Slovenijo. Jaz mislim, da država bi lahko tukaj z zelo majhnim vložkom, ampak res zelo majhnim vložkom, pogovarjava se morda ranga na občino, kot je naša, in naša je med prvimi 10 po velikosti, bi to stalo nekih 30 do 50 tisoč evrov, kar bi pa zagotovilo, da bi lahko nadaljevali in bi bila ta dolgoživost tega projekta smiselnejša, kot je ta trenutek danes, ko je samo občinski proračun zadnji. Dejstva imamo na mizi, veliko izkušenj imamo, tako da iz tega res lahko veliko naredimo, ampak kot rečeno, dajmo glave stakniti. Dejstva so na mizi, poleg njih pa so tudi že zelo konkretne kočevske ideje, kako naprej. Torej, kako storitev iz projekta pretvoriti v redno ponudbo. In ne samo v Kočevju in na Krasu, ampak tudi v številnih drugih slovenskih podeželskih občinah. Vzemite si torej še dodatnih 20 minut in poslušajte te kočevske ideje. Ostanite z nami, po oglasih vam predstavimo novi DS7, kjer se osvežitev tako vidi kot čuti. Ja, ker pri tej znamki so mojstri rokodelskega dela, imajo pa tudi zelo prefinjen vkus za izbrane materiale. In vonje. No, vam bomo predstavili, zato ostanite z nami.
DS7 je otrok Jamesa Bonda in prikupne balerine. Je brezkompromisno polikan, stilsko dovršen in nabit s pametno tehnologijo, ampak obenem lahkoten, nežen, mehak in tih, ko sedemo za njegov volan. To je izdelek francoske visoke mode avtomobilizma, ki na prvo mesto postavlja svojo unikatnost, pogosto tudi predfunkcionalnost. Odslej tako na prednjem delu avtomobila svetita nova LED dnevna žarometa, ki jo pri DS-u imenujejo svetlobna tančica. No in ta dva žarometa takoj poskrbita, da je DS7 na cesti opazen in drugačen, in to so mu priznali tudi naključni mimoidoči. Nova pa sta tudi glavna žarometa, ki odslej nista več le matrična, ampak gre za Pixel LED žarometa nove generacije, ki imata 84 diodnih enot. No in prav te diode omogočajo, da žarometa ponoči svetita pametno, torej se izmikata ostalim udeležencem v prometu in pri tem osvetljujeta kar največji del cestišča. No in po naših izkušnjah to počneta brezhibno natančno. No, ampak po našem mnenju je še bolj pomemben in zgovoren del tega avtomobila njegova notranjost. Ta je namreč povsem drugačna kot pri drugih masovnih znamkah koncerna. Ampak ne le od teh, tudi pri ostalih premijskih proizvajalcih ne najdemo tovrstne zasnove notranjosti. V nasprotju z nemškimi premijskimi avtomobili želi DS precej bolj izstopati, biti drugačen. Poglejte na primer to različico. Imenuje se Alcantara Performance Line. No in kot govori že samo ime, jo zaznamuje res intenzivna uporaba Alcantare. No in ta se razprostira po celotni dolžini armature, po sredinski konzoli in tudi po vratnih oblogah. No in čeprav bi temu avtomobilu morda bolj pristajala klasična notranjost, tista z lesenimi elementi in pa usnjem, nam bi bila ta rešitev zelo všeč. Predvsem zato, ker ta material ni takšen magnet za prah in praske, kot recimo tista sijoča črna plastika, ki jo avtomobilski proizvajalci vse preveč radi uporabljajo. No, tukaj na sredini pa se nahaja osrednji zaslon, ki je zdaj nadgrajen z najnovejšo različico programske opreme, torej takšno, ki smo jo že spoznali pri modelu DS4. Zaslon je zadovoljivo odziven in lepo grafično dodelan. Všeč pa nam je tudi poljubno razporejanje elementov po menijih. Edino kritiko si po našem mnenju zasluži odsotnost tipk za upravljanje temperature klimatske naprave. In to je težava predvsem pri uporabi sistema Android Auto. Takrat, ko želimo prestaviti temperaturo, moramo seči v ločen meni in ponovno potem iskati naš mobilni telefon. To pa po našem mnenju med vožnjo zahteva absolutno preveč pozornosti. DS7 ima lahko tudi po prenovi po želji še vedno vgrajen dizelski pogon. A predstavniki znamke so nam zatrdili, da nanj ne računajo več prav resno. Zamenjale naj bi ga 3 različice priključnih hibridov in tokrat smo preizkusili različico E-Tense 300, ki prinaša 221 kW moči ter 4-kolesni pogon. No, 4-kolesni pogon vozniške izkušnje bistveno ne spreminja, nam je pa prišel zelo prav ob speljevanjih v Zgodnjemarčevskem, zdaj že precej nadležnem snegu. DS7 po zaslugi zmogljivega pogona pospeši kot gepard v lovu, a lahkotna in zibajoča vožnja v slogu plesa balerine nas nikakor ne nagovarja k dinamiki. In v resnici dinamike pri tem avtomobilu niti nima smisla pričakovati, ker sta udobje in prijetno potovalno okolje njegova daleč največja aduta. A izpostaviti moramo še enega aduta. Glavna novost priključno hibridnega pogona po prenovi je nekoliko večja baterija, ki ima odslej kapaciteto 14,2 kWh. Ob našem testu modela DS7 pred prenovo, torej z manjšo baterijo, smo ugotovili, da lahko z enim polnjenjem v zimskih razmerah prevozimo le okoli 25 km. In v zelo podobnih razmerah smo testirali tudi tokrat. Zelo dobrodošla ugotovitev je, da se nam je električni doseg precej izboljšal. Pri mešanem ciklu nam je uspelo z ugasnjenim bencinskim motorjem prevoziti dobrih 40 km in to kljub približno tretjini vožnje na avtocesti s hitrostjo 130 km/h.
Volkswagen je ID2 napovedoval že kar nekaj časa in z njo jasno provociral tekmece. Velik kot Polo, prostoren kot Golf. To je nemški odgovor na Renault 5 in na vso ostalo majhno električno konkurenco, ki kmalu naelektri mestna jedra. Verjetno smo zdaj na eni najbolj pomenljivih predstavitev zadnjih nekaj let. Namreč Volkswagen s tem modelom ID2 sporoča, da se vrača, da spet postaja ljudski avtomobil, se pravi Volkswagen avtomobil za množice. In seveda, avtomobil za množice pomeni tudi dostopnejšo ceno in ta avtomobil naj bi imel ceno okoli 25.000 evrov, se pravi električni avtomobili postajajo dosegljivi, pa ne na račun nizkega dosega, ker tale avtomobil naj bi dosegal doseg kar okoli 400 km. Verjamemo, da se vam zdaj po glavi mota misel, da 25.000 evrov za 4 metre dolg avtomobil ni malo. Kljub skoraj 500-litrskemu prtljažniku in prostorni kabini. In mi se z vami strinjamo. Da je ta cena ugodna, je absolutno gledano absurdno, če tudi razumemo, da je ta cena glede na razmere realna in ugodna. No, na tiskovni konferenci so med drugim napovedali tudi naslednji mali električni Volkswagen, še manjši ID1 s ceno pod 20.000 evri. Toda prireditev v Hamburškem kongresnem centru ni bila prelomna samo zaradi ljudske cene, ampak tudi zato, ker ID2 zavrača minimalistične ideje aktualnih električnih Volkswagenov. In to je neposredna posledica zamenjave vodstva. Novi karizmatični predsednik uprave Thomas Schäfer je zaposlenim v Volkswagenu prinesel olajšanje. Namreč, kot je bilo čutiti na tiskovni konferenci, niso bili samo lojalni kupci tisti, ki se v novih idejah niso znašli, tudi mnogi zaposleni niso ponotranili tega, da bi morali biti električni Volkswageni povsem drugačni od modelov, ki so to znamko ustoličili. When I took over as CEO of the brand, I asked my team, where do you want to take the brand? The answer was, let's make Volkswagen shine again. I truly believe that this brand is so iconic and has got so much potential to transfer in the future that it was time to wake it up. It's time to get back to the self-confidence and back to the ingenuity that we always had. And with that, it always reflects on a product. It has to be something that people are fighting for. So when I told the team, I want this to be a true Volkswagen, down to the DNA of everything, everybody jumped. It was unbelievable how people responded to it. This company is good for a lot more, and we are fighting for this. We are changing VW quickly and fundamentally. We are on our way to becoming a love brand again, a brand for the heart and for the people. Volkswagen se torej vrača. Tudi v električni dobi bo ponujal točno tisto idejo, ki bo prihodnje leto praznovala že pol stoletja. When I was a little boy, so my father worked also at Volkswagen, and we always have been driven with Golf. And for me it was clear, if we wanna build emotional cars, they have to be similar like the Golf. Not from a design perspective, but from the idea behind. ID za vsakogar je sicer bolj Polo kot Golf, ampak pomembno je predvsem to, da je videti kot pravi klasični Volkswagen, ne kot današnji ID. So we brought buttons back on the steering wheel, and that created such an unbelievable response everywhere, in the media, from customers, and it's like, wow, cool, well done, thank you. So, okay, let's work further. Let's look at what are the items. So we're completely reworking now the user experience. Which buttons? Do you need buttons? For which function? So where should it be? And give it a true DNA of Volkswagen so that you're not having to think, where is it? It's intuitively, you touch it, you know where it is. So that has been reworked as well. It will come with this vehicle also. Se pravi, Volkswagen se s tem modelom ne samo tehnično, ampak tudi sicer odmika od teh klasičnih modelov ID3, ID4, ID5, ki smo jih gledali zadnjih nekaj let. In seveda, vprašanje je, a bo ta model imenovan ID2 ali pa bo kar Polo oziroma Golf. Not clear yet. We will carry iconic names into the future, but very specific. Not everything. We're not going to just change the old into the new. We're going to pick iconics and mix it. There's going to be numbers, but there's also going to be iconic names. Like, we will bring GTI into the future. We will definitely bring
the Golf into the future. But it has to be right. It has to be a model that truly reflects the genes of the father. Če se tudi vam zdi, da je bilo z našimi avtomobili in mobilnostjo še včeraj vse bolj ali manj v redu, danes pa je vse narobe, potem ste lahko mirni. V svojih razmislekih še zdaleč niste sami. Avtomobilska industrija v tehnološkem smislu v zadnjih desetletjih dela izjemne skoke. Vsak naslednji avto ponuja velike izboljšave na vseh ključnih področjih, udobju, varnosti in porabi. Še nedavno smo govorili, da bojo že jutri tudi avtonomni. Ne bodo še jutri, pa tudi pojutrišnjem še ne, ampak enkrat pa zagotovo. Kako je torej mogoče, da smo živeli v taki zmoti? V zmoti, da smo na postopni, sicer počasni, poti v bolj varno, pa tudi bolj ekološko mobilnost. Nismo živeli v zmoti. Razvoj tehnologije v avtomobilski industriji je izjemen, ni pa revolucionaren. Prav tako, kot tudi elektrifikacija mobilnosti, ni revolucija. Avto je bil zamenjava za kočijo in to tako zelo velika in pomembna, da se nam je zadnjih 100 let zdelo, da je šlo za revolucionarno spremembo. V resnici pa je avto le kočija brez konj. Vse je bilo že tu, tako ceste kot postanki, gostilne, še celo prostori, kjer se je konj lahko napojil. Infrastruktura je ista. Seveda pa se je vse izdatno povečalo, še posebej po drugi industrijski revoluciji, ki prinesla več vsega. Zato elektrifikacija avtomobilov koči ni revolucija, zgolj evolucija. O resnični revoluciji v mobilnosti bi lahko govorili takrat, ko bi zmanjšali število avtomobilov in prevozov, hkrati pa povečali udobje, varnost in zmanjšali onesnaženost in zmanjšali ceno prevozov in hkrati povečali udobje in hitrost. No, to pa je velik izziv. Ko so leta 2008 Nemci prvič razkrili njihov novi premijski kompaktni terenec GLK, so bila mnenja takoj močno deljena. Z odsekanimi robovi in ostrimi linijami je močno odstopal od takratne Mercedesove oblikovalske strategije, a je po drugi strani prinašal bogato, pravzaprav že kar luksuzno opremo. To pa zato, ker je bila oznaka GLK pravzaprav kratica za Geländenwagen, luksus kompakt klase ali po naše terenski avto luksuznega kompaktnega razreda. In zakaj je to tako pomembno? Zato, ker tisti avto res ni bil poceni. V letu 2015 so Nemci GLK-ja v skladu s prenovljeno nomenklaturo preimenovali v GLC. Sistematično urejanje imen je prineslo kratico GL, ki mu je nato sledila osnovna velikost modela v Mercedesovi paleti vozil. Torej GL kot Geländewagen, pri čemer je črka L zgolj povezava in C kot avto po velikosti enakovreden razredu C. Leto 2015 za GLC ni prineslo samo novo ime, ampak tudi povsem novo obliko. V primerjavi s predhodnikom so novinca povečali in ga razširili, ga zaradi lepše podobe malce znižali, predvsem pa so mu temeljito zbrusili robove. Za marsikoga je grdi raček GLK v hipu postal eden najbolj priljubljenih križancev srednjega razreda. In tak je skupaj z neizbežnimi lepotnimi popravki še danes. V vseh teh omenjenih letih je temeljit razvoj doživela tudi notranjost. Klasične merilnike so zamenjali digitalni, stikala in gumbe pa drsne ploščice. Če je v prvi predstavitvi enote MBUX veljalo, da je ena boljših v svetu avtomobilizma, bi morala njena nadgradnja prinašati še boljšo izkušnjo. Na nek način sicer jo, tudi dva ločena zaslona delujeta všečno, a po drugi strani je notranjost brez klasičnih gumbov in stikal za marsikoga prej stresna kot pa inovativna. Še dobro, da so tu odlični volanski obroč, nadpovprečno nastavljivi in učinkoviti sedeži ter v skladu z zunanjostjo elegantne in prefinjene linije. Če dodamo še odlične materiale, je počutje v notranjosti GLC-ja zares na visoki ravni. Druga generacija modela GLC je prinesla veliko novost tudi med motorji.
V skladu z zeleno strategijo so se Nemci poslovili od prostorninsko večjih motorjev in tako so, morda le trenutno, na voljo zgolj dvolitrski. Pomaga jim sicer blago hibridna tehnologija, a ta jasno čudežev ne zmore. Osnovni dizelski motor prinaša 145 kW in 17 kW električne pomoči. A če upoštevamo maso avtomobila, ki znaša okrogli 2 toni, je jasno, da ima tale GLC za volanom raje umirjenega voznika kot pa dinamičnega športnika. Sicer bi podvozje, 4-kolesni pogon in učinkoviti 9-stopenjski samodejni menjalnik zagotovo prenesli več, kot zmore motor, a tako pač je. Umirjena vožnja je tudi ušesom prijetnejša, saj je kabina dobro zvočno zatesnjena, a priganjanje v višje vrtljaje in agresivno speljevanje vseeno povzročijo, da v notranjost avtomobila prodrejo nezaželeni zvoki. Vzporedna je tudi poraba goriva. 7 do 8 litrov v povprečju, ko je vožnja agresivna, na našem nornem krogu, ko je le-ta umirjena in po hitrostnih omejitvah, pa je poraba odličnih 5 litrov. Za konec velja preprosta ugotovitev, da je GLC navkljub dejstvu, da gre za križanca po obnašanju in nudenju udobja bližje osebnemu avtomobilu kot pravemu terencu. Pa čeprav se terena ne boji, saj navsezadnje ponuja tudi vozni program za terenski način vožnje. A kot rečeno, na cesti se bolje počutita oba, tako avto kot voznik in nenazadnje tudi sopotniki. Kočevje je bilo zadnje leto mobilnostni laboratorij za raziskave in primere dobrih in slabih praks mobilnosti, mikromobilnosti na področju, ki ni najbolj naklonjena za te zadeve. Prav zato so pa taki projekti, kot je Toyota Go, za Slovenijo zelo dragoceni. Saj problem prvega in zadnjega kilometra ni samo v urbanih okoljih, ampak tudi na podeželju. No, mi bomo mobilnost spremljali celoten teden, ampak vidimo pa se spet naslednjo nedeljo ob isti uri na istem programu. Vmes pa kliknite na rtvslo.si ali pa poglejte na naš YouTube kanal. Srečno!